Tak izbrana kakovost kmečki pomeni, da poleg teh standardnih parametrov, ki morajo ustrezati vsi mlečni izdelki in mleko v celotnem mlečnem sektorju, zagotavlja tudi 3 dodatne parametre. In sicer, da je mleko predelano iz lastne kmetije ali največ odkupljeno od 15 kmetij v radiusu 25 km. Drugo, da so zorjeni siri iz surovega mleka, tako kot se je tradicionalno izdelovalo sire v našem območju, in pa da so fermentirani izdelki iz nehomogeniziranega mleka. Trenutno ima ta znak 55 naših članov, ki so skupinsko stopili v shemo Izbrana kakovost kmečki preko našega Združenja kmečkih sirarjev. Vedeti moramo, da za tem znakom stoji shema, ki se kontrolira. In vsi ti parametri so točno določene stvari, kaj in kako se to kontrolira, in smo vsi skupaj pod nadzorom. Najprej pod notranjo kontrolo in potem še pod zunanjo kontrolo. To se pravi, da je dvakrat stvar preverjena, da je resnično stvar slovenska, da je resnično stvar nadstandardne kvalitete in da je narejena po teh parametrih, kot smo rekli, za kmečki dodatno ustrezna. V shemi Izbrana kakovost Slovenije kmečki s celotnim naborom izdelkom sodelujejo, to se pravi, začne se s surovim mlekom, svežim programom, navadni jogurt, sadni jogurti, jogurtova strjenka, skuta, sladka, kisla smetana, maslo, kuhano maslo, potem z siri, sveži sir julči, potem imamo sir za žar z zelišči, potem poltrdi sir gabrčk in pa sir prangrčk. Glede na to, da prihajam iz Bohinja, ki je tradicionalno zibelka sirarstva, kmečkega oziroma tega tradicionalnega sirarstva, je na prvih območjih v Sloveniji, gre prav gotovo sir prangrčk, ker je narejen po tistem tradicionalnem receptu za bohinjski sir. Trudim se, da svoje kupce, svoje potrošnike vsako leto presenetim s kakšnim novim izdelkom, s kakšno novo dodatno pridobitvijo, s kakšnim novim okusom, tako da poskušam tradicionalna znanja združevati z modernimi trendi v kulinariki. Ena taka inovativna stvar, ki sem jo sama ugotovila, ustvarila, je jogurtova strjenka z medom. Zdelo se mi je, da ima za sabo eno tako zanimivo zgodbo. Namreč čebela, ki nabira med, in krava, ki daje mleko za jogurt, se srečata na travniku, na travniških rastlinah, na alpskem ocvetju. Vsaka s svojim produktom pa potem izdelata čudovito sladico, v kateri je samo zdravje, mleko in pa med.